Večkrat rečejo, da s knjigo lahko najceneje potuješ v daljne kraje. No, v prebranih celicah bomo danes odpluli od sicilijanske obale pa vse tja do Afrike. Z vami bosta sidro dvignila Tristan in Rok. Takole už dvignili smo sidro, ampak nažalost se na ladji dogajajo tudi nesreče. In tudi tale zgodba pot čez morje se začne ravno z brodolomom. Temu pa je priča star italijanski ribič Ezekiele, kakšna pa je njegova reakcija na brodolom. Zdi se mi, da je bil šokiran in da je bil sočuten do beguncev oziroma žrtev. Tam pa najde tudi otroški nahrbtnik, kaj pa potem naredi z njim? Zada si, da ga bo vrnil mami lastnika. Lastnik je otrok Omar in res se odpravi na pot proti Afriki. Ne gre pa tja sam. Kdo mu še dela družbo? Njegov vnuk Tonino in pes Spageti. Potem pa se odpravijo na pot in pot je brez nevarnosti, vse gre po načrtu, kaj ne? Ne. Seveda ne. Kaj pa se jim zgodi? Sredi poti pridejo na nek otok, imenovan Nevidni otok, ki je poln ubežnikov, ki so padli v nesrečah. Parkrat pa tudi zaidejo v težave za policijo in obalno stražo. Ja, zgodba je napisana predvsem tako, da jo vidimo z perspektive oseb iz ranljivejših skupin. In avtor knjige Francesco D'Adamo pogosto piše z te perspektive, pa ga kar povprašajva, zakaj se mu to zdi tako pomembno. Francesco, pozdravljeni. Buongiorno, innanzitutto ciao a tutti. Perché? Proprio perché gli esclusi, i più deboli, i più fragili, una voce per farsi sentire non ce l'hanno. Pensate ai migranti che rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo o quelli che rischiano la vita per attraversare le frontiere dei paesi dell'est europeo, anche quelle della Slovenia. Sono degli invisibili. Noi cosa ne sappiamo di loro? Poco o nulla. Anche perché a volte capita che noi non li vogliamo vedere, noi preferiamo girare la faccia dall'altra parte, restiamo indifferenti e questo aumenta la loro invisibilità. È esattamente quello che invece non fa il nostro Ezechiele, il protagonista del romanzo, che non rimane indifferente davanti al naufragio e davanti allo zainetto del piccolo Omar che lui trova sulla spiaggia. Grazie mille. Tristan, za konec pa še, kaj se ti zdi najpomembnejše sporočilo, ki ti ga tale knjiga preda? Sporočilo knjige je, da kljub temu, da je pot lahko težka in so vmes neke ovire, ne smeš obupati, če hočeš priti do nekega cilja. Wow, ja, hvala. Mi pa smo pripluli tudi do našega cilja. Vprašanja, pozorno poslušajte. Zakaj avtor ranljive ljudi poimenuje nevidni ljudje? A. Ker morajo zato, da bi našli boljše okolje, pogosto tvegati življenje. B. Ker so v družbi manjšina. C. Ker se znajdejo v otopeli družbi, v kateri manjka empatije. Ali D. Ker svojih osebnih zgodb ne želijo razkriti širši družbi. Ker se znajdejo. Da ne. Ne, ker nevidni ljudje, se pravi, nihče jih noče pogledati. Ampak moraš poslušati tuno, ne? Kaj potem ti praviš? Nekaj sekund. Ne, jaz bi rekel C. In naši tekmovalci so izbrali dvakrat odgovor A, torej menijo, ker morajo zato, da bi našli boljše okolje, pogosto tvegati življenje. To je že res, a avtor jih imenuje nevidni ljudje, ker se družba namerno izogiba njihovim stiskam in jim ne izkaže sočutja oziroma empatije. Pravilen je odgovor C. Ja, pot čez